tam nekje leta 2006 vstopili kot takratna lista za pravičnost in razvoj v mestni svet Mestne občine Maribor. Vstopili smo v času Janševe vlade in takrat je Mestna občina Maribor v 2 letih imela rekordne proračune. Če pogledamo, kakšna je bila zadolženost države do tistega momenta, z parametri in kazalci, seveda, kako se je ta zadolženost, naša skupna, seveda, povečevala in se ustavila v času vlade Janeza Janše. In potem pogledajte, kakšen je pravzaprav nagel poskok zadolževanja od momenta, ko je ta vlada sestopila. Je dovolj jasen in dovolj zgovoren dokaz, kam pravzaprav ta barka danes pluje. Mi smo se seveda osredotočili na politiko mestne občine. Govorili smo ves čas o tem, da je zelo pomembno, da se ustanovijo pokrajine. Kajti samo prava regionalna politika, oblikovanje pokrajin s ciljem regionalizacije in pa jasno decentralizacije lahko za Maribor pomeni nek napredek. Danes imamo v rokah program Slovenske demokratske stranke z naslovom 10+100. Z delovnim naslovom za pravičnost, delovna mesta in razvoj. Ko smo ta program prebrali, smo nedvomno spoznali, da je tukaj zapisano prav vse, kar je pomembno za naše mesto, za našo Štajersko in jasno tudi za državo. Slovenska demokratska stranka je bila na nek način, seveda, v nekaterih pogledih, medijih in seveda nasprotnikih označena kot enostranska stranka. Ampak z dejanji, ki jih je na letošnjih državnozborskih volitvah storila, torej z povezovanjem, je dokazala prav nasprotno. Če kdaj, potem moramo zdaj skupiti skupaj vsi. Stopili smo skupaj v Mariboru, stopamo skupaj v državi, strniti moramo vse naše vrste in potencijale in ta program je po moji lastni presoji tisti, ki seveda prinaša prihodnost. Ne samo mesto, tudi države. Zato vanj seveda verjamem in za takšen program se je vredno boriti. Mariborčani in Mariborčanke imajo lahko boljši jutri, ampak stvari moramo, kot je dejal gospod Zver, naš evropski poslanec, presekati takoj. Pred nami sta 2 izrazito pomembna projekta. Čez dober mesec dni prične Evropska prestolnica kulture. Mi danes ne vemo, kje smo. Na telefone vlade, resornih ministrstev se ne oglaša nihče. Jaz sem prepričan, da bo tudi naš predsednik kasneje malce spregovoril o problematiki mesta nasploh, ampak dejstvo pa je, da so seveda stvari pravzaprav akutne v tej smeri, da če ne storimo nekaj korakov takoj, bo to blamaža za mesto in posledično jasno tudi za državo. Ker se seveda borim v Mariboru, če želite na Teznem, na Taboru, delno tudi na Pobrežju. To so okraji, ki sem se jih, to moram še enkrat poudariti, po pogovoru s predsednikom, gospodom Janezom Janšo, sam izbral. Izbral zato, ker tukaj živi specifično prebivalstvo Mestne občine Maribor. V tem predelu živijo ljudje, ki so izgubili službo, tukaj stanujejo ljudje, ki so bili zaposleni v tovarni avtomobilov, metalni, elektrokovini in še bi lahko našteli. Ljudje, ki so danes razočarani in ki zaradi te razočaranosti, ker jim je vsakič
nekdo nekaj obljubljal, v zadnjih letih ne gredo več na volišča. To se seveda kaže tudi po statistiki v teh okrajih in tudi v Mariboru je podpovprečna volilna udeležba. Danes zato, kot, če rečem, borec za Maribor, za Štajersko, pozivam vse občanke in občane, da se teh zgodovinskih volitev udeležijo, kajti samo to nas lahko reši in samo to nam lahko seveda omogoča neko svetlo prihodnost. Apeliram na vse, da se zavedajo pomembnosti tega dneva, apeliram na vse, da prepoznajo to, kar smo pravzaprav zapisali, in apeliram na vse, da verjamemo v boljši jutri.